Dober dan in dobrodošli še v eni diževi pogovorni oddaji, ki zaenkrat še vedno nima imena. Teden dni je naokrog, odkar so Meta, Vilma in Dani pač naredili prvo takšno pogovorno oddajico in danes, teden dni kasneje, nadaljujeva midva z Alešem Čerinom, torej Benjamin Siter in Aleš Čerin so danes z vami. Pa dajmo za uvod oziroma za začetek tega pogovora priklicati Svetega Duha, priklicati Boga, naj pride nad nas, tako nad naju, ki se bova pogovarjala, kot tudi nad vas, ki poslušate, gledate tole. Vendarle smo v tednu pred Binkoštmi, se pravi praznikom, ko je Sveti Duh prišel nad apostole in jih navdihnil in razposlal, da so šli po vsem svetu in tudi pripravil ušesa za poslušanje mnogih, da so jih slišali to njihovo veselo oznanilo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, hvala in ti in slava, da si v tem trenutku tukaj z nama in da si v trenutku, ko naši poslušalci, gledalci gledajo z njimi v njihovih življenjih in tudi v našem življenju. Hvala, da skozi življenje ne hodimo sami, ampak da si ti tolažnik z nami v vsakem trenutku. Prosimo, da si bomo to znali priklicati pred oči. Prosimo, blagoslovi ta pogovor in nas vodi v našem življenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Aleš, moram reči, da sem izjemno vesel, da spet pri nečem sodelujeva po, bi rekel, polletnem levkemičnem premoru. Daj samo čisto na kratko povej, kako si zadnje čase, kako se počutiš, kakšna je ta tvoja remisija od bolezni. Pojavljaš se že vse povsod digitalno in smo tega res veseli, tako da ti še enkrat tudi na tem mestu izrekam eno lepo dobrodošlico nazaj, tudi v ta naš dižev prostor, še mečken bolj javno. No? Pa povej, no, kako se počutiš zadnje čase? Ja, živjo Benjamin, pozdravljeni vsi, ki naj jo boste poslušali. Ja, v redu sem, remisija levkemije, to pomeni odsotnost znakov bolezni, pomeni, da je bolezen ukročena, imam pa nekako znatne možnosti, da se ponovi, še bolj znatne so pa možnosti, da se ne ponovi. Jemljem ena zdravila, taka, ki me mičkan upočasnijo, me malo, ne vem, občutek imam, da imam bolj prazno glavo, kot sem jo imel. Nekako mi je slabo, malo poležavam, tako no, obenem je pa vse v redu. No. Ne bomo nič jamrali, nič se ne bomo s tem preveč ubadali, to kot eni taki deci že nekako zdržimo. No. Ja. Bravo, hvala Bogu. No. Bogu hvala. Jaz prav ta tvoj odnos, nič jamrati, ne, se večkrat spomnim na njega. Včasih me še žena spomne, se spomnim, pred parimi meseci sem zbolel, pa je rekla, Aleš, ima levkemijo, pa kako nič ne jamra, ti pa tlele že 37,2, pa že nekaj jamraš. Ne? Tako da, ja. Hvala, tudi to je nekaj, česar se učim od tebe. Vzem pa kar to nič jamrati za eno tako istočnico tega najnega pogovora, v smislu mogoče malo manj idealizma na začetku gradnje odnosov. Danes bi rada pač spregovorila na temo začetkov skupnih pač poti, hoje, iskanja primernega partnerja, moža, žene za mlade. Namreč zdaj v kratkem si na svojem blogu Preprostost objavil na 2 članka, ki sta izjemno odmevna. Najprej o enem fantu, ki išče resno punco za oženta, ne? In potem o eni punci, tam proti 30, ki išče fanta za omožiti, pa ga ni ta pravga. Ne najdete ta pravga, ne? In jaz, kot sva midva tudi včasih večkrat govorila, imam občutek, da ima ta naš splošni družbeni idealizem pa čakanje neke popolne situacije veliko za opraviti pri tem, da težko najdemo ta pravo. Kaj praviš? Ja, to je resno, res. Samo odlično, samo idealno je dovolj dobro. Ne? Nekako smo kupili nekakšen mit, neke romantičnega občutka za ljubezen, ne? Da je nekje na svetu nekdo, ki me čaka, zdaj ga moram pa jaz poiskati. In orodja imam pa precej slaba. To je moja intuicija, pa naključje, da se bom jaz zdaj s tem človekom srečal.
Jaz mislim, da je pot drugačna, da je pot pravzaprav ravno obratna, da je ogromno ljudi, ki so v redu za mene, ne samo en ali pa ene par, in zdaj od teh 3,5 milijard približno ljudi moram jaz po neki intuiciji, z nekim občutkom, nekim feelingom ali kaj, biti na pravem mestu v pravem trenutku in tako naprej. Jaz mislim, da če ni kakšnih velikih težav, da so praktično vsi dobri za biti moja žena. Zdaj, A kaj vsi, a kaj? Ja, ne vse ženske po vrsti. Neki že mora biti. Par milijonov jih pa verjetno je, ne? Je, ne, in tako da ne iščeš tiste sorodne duše, ki se bova tako nekako poklopila, ki se bo vse nekako poklopili in da bo to pa zdaj pa do konca dni. Z večino bi šlo, če imamo ta pravo naravnanost. Če rečemo, glej, to, kar prihaja, je božji dar. To, kar ta oseba, ki pride, je božji dar. Seveda, da je treba nekaj časa hoditi z njo, da vidiš, tako kot sem pisal v tem članku, a je voda v bazenu, preden skočiš v bazen. Okay. To se pravi, in kaj je zdaj ta voda? Kaj je zdaj ta voda? Da je voda in da je te vode kar nekaj. Da ko skočiš, da se ne pobiješ kar takoj, da nekako je dovolj vode, da se ne udariš, da si ne pofentaš hrbtenice, ko skočiš recimo na glavo. To se pravi, mora biti voda in morajo biti dovolj. Zdaj pa, kaj je ta voda? Ta voda je, jaz bi rekel, kot kristjan bi rekel, da mora biti krščanski, moja žena mora biti krščanska. Jaz se spomnim z Marinko, ko sva nekako začenjala malo hoditi, pa še nisva veliko vedela vse, sem bil jaz na počitnicah pri stari mami, ona pa sam časavo, in kako sva se oba, zdaj, ko se pogovarjava nazaj, že večkrat sva se to pogovarjala, kako so bila oba vesela, ko sva se eno nedelo videla prmaš. Hmašhod. To je bilo, to še ni toliko veliko, to še ni neka globoka vera tista, veš, priznavam Kristusa za odrešenika in on je moj Gospod, se mu predajam z vsem, kar sem pa, ne, ampak preprosto ta oseba hodi kmaš. In to je bilo za naju izjemno dragoceno in sva rekla, no, fajn, ne. Okay. Ja. Jaz se tudi spomnim, ko sva se s Sašo spoznala, je znala krščanske pesmi peti. In mi je bilo ful pomembno, taka podobna izkušnja. No, evo. Ampak, spomnim se, da mi je bilo to pomembno, ampak takrat sem se prav spraševal, ali pa je to nujno. Ker poznaš tudi pare, kjer tega ni, pa dobro funkcionirajo. Zdaj te malo izzivam. No? A veš, ali pa kot starš, kot starš, pa ta mladi pridejo k hiš, pa niso verni, recimo. Kak odnos zauzeti, kako se obnašati. A veš, ker zdaj, če bo rekla samo krščanska vera je predpogoj, bo mogoče kdo vzel za zdravo zagotovo, bo rekel, ostalo odpade, recimo. A veš, mal dajva povedati, kaj je še ta voda, pa da ni nujno vera, čeprav absolutno najbolj zaželena je iskreno povedano. Ja je, da ne prosiš takoj na začetku za težave, pa ne vem, da vse mi imamo en tak primer v familiji, veš, rekel, ko deklica ni verna v tem pomenu besede, ampak mogoče je pa jesina Bog poslal na pot, da jo pripelje. Po moje, da je najbolj pomemben, da mi kot starši živimo to vero zares. Da živimo vero zares, da jemljemo Boga zares, da se učimo, kaj je Jezus učil, kaj je delal in da to navzven izražamo. Brez težav. Mogoče kot ena dodatna ideja, se spomnim, z Robom Clarkom sva govorila v intervjuju, je rekel pa, da se namensko gibljamo v krogih, kjer je veliko takih ljudi, da se morda lepo kakšna iskrica preskoči. Ja, že kot starši to počnemo, kam vlečemo otroke s sabo in ne vem, otroci morajo spoznati, da je vera ena velika vrednota.
Zdaj pa, da ne bova res samo, da je vera ena velika vrednota, ki ti v življenju zelo pomaga, da je, pa če se vrnem zdaj pri spodobi te vode, ne, da je ta, ne vem, krščanska punca, ne, ali pa tudi če ni, da je nekako, ne vem, kako bi rekel, da ima vrednote, no, da je nekako, kako naj rečem... En podoben vrednostni sistem v življenju. Ja, en tak podoben vrednostni sistem. Da ni čist kontra. Ja, pa res ne gre skap. Čist drugače. Veš, drugače pa mi starši pol ne moramo nič več. Ker so enkrat otroci stari tam 18, 19, 17, 18, 19, 20, pa kaj boš pol še? Lahko moliš, tako kot si do zdaj molil za bodočega zakonca svojih otrok, in to predlagam, da starši naredimo kar takoj. Če imaš otroke, pa magar že prej, začneš moliti za bodočega zakonca svojih otrok. Ne. In tudi otrokom govoriš, da je mol za svojega bodočega zakonca. Ne. To pomeni zakonca, ne zdaj partnerja, ne zdaj nekoga, s katerim boš tako živel, malo bomo probali, pa bomo videli, če bo šlo. Ne. Ampak za zakonca, da tudi prave izraze konec koncev uporabljamo. Ne. Moli za svojega zakonca in jaz bom tudi lepo. Ne. In potem, ko moliš, si ga že skoraj malo predstavljaš, ga že kar skoraj imaš pred očmi. Veš. Enkrat bo nekdo prišel, boš rekel, živjo, zate sem molil, zate deklica sem molil. Nisem vedel, obraza še nisem videl, sem pa molil zate. Ne. In dobrodošla zdaj v našo družino. In mislim, da moramo potem starši tudi sprejeti tega človeka, ki pride v naš klan, ne, v našo družino, ne, ga sprejmeš čist polnovredno takoj. Ne. Čist mu rečeš, to je pa to. Ne z neko naravnanostjo, z neko rezervo, pa vidva sta še mlada, to mogoče na vnač, koliko gre to rado narazen. A veš, da z neko resnostjo že mi starši vzamemo in k tej resnosti nekako spodbujamo tudi tvoje otroke. Ne vem, jaz sem otrokom povedal primer, ne. Jaz sem otrokom povedal, ne se zafrkavati s puncem. Če misliš hoditi, pejta zares, ne? Tako, vsako vzam, kot da bo tvoja žena. Kot da bo tvoja žena od prvega dne naprej. Ne pa mal proba, mal poljubček tam, poljubček to, gremo še mal naprej, pa gor dol, pa bomo pa videli. Ne, to je moja žena in točno tako se bom obnašal. No. Ker to pa je majčken kontrakulturi današnjega časa, oziroma zelo je kontrakulturi današnjega časa, ne, ker pravi, prvi je treba itak sprobati, ne. A veš, sej, pol naprej so zelo pač prevalentne te ideje, a veš, da je treba tudi odnos sprobati, da greš prvo živeti skupaj, pa da vidiš, če v spolnem smislu pašeš, pa v psihološkem smislu pašeš, pa tralala, a veš, tega je ful tudi za naprej, ampak tudi te prve, bi rekel, najstniške ljubavi in tako naprej, tukaj je tudi treba sam čim več jih sprobaj, da boš čim bolj vedel, če je ta prava ali ni. Mislim, da je to svaleno, čist svaleno. Je zelo potrošniška miselnost, je to, veš, tudi velikrat ti dajo kaj za sprobati, pa tako, ne, da se že malo navadaš, pa ne vem, koga vse. A veš, jaz mislim, da to ni treba veliko sprobavati, da je treba pač hoditi toliko, da vidiš še enkrat taj voda in koliko je vode, ne, in da imava ene osnovne vrednote, da sva se pripravljena tudi potruditi, ne, da sem jaz pripravljen kot moški zagotavljati varnost tej lepotici, da bom sposoben preživeti to lepotico, živeti družino. Ne. To se pravi, deklica mora prepoznati, da sem jaz sposoben zagotavljati preživetje njej, v primeru, če bi bila brezposelna, ne, pa najinih otrok, da imam neke delovne navade, ne. Tudi pri bodoči ženi bi jaz tudi pričakoval, da zna kaj narediti, konec koncev. Veš, to zdaj premalo poudarjamo, ne. Zdaj prideta dva sončka skupaj, ne znata, ne vem, enega jajca speči na oko, veš, in sam ven hodijo jesti in ne vem koga, ne. To, tudi starši moramo v tem smislu vzgajati, da zna, a veš, da zna fant nekaj popraviti, prbajti, konec koncev, ne, da zna punca, da sem zelo tak klišejski, da znata oba, bom rekel, kaj skuhati, tudi kaj pospraviti, organizirati gospodinjstvo. Tega je premalo. Upamo, da bo to kar nekako šlo, pa ne gre, ne.
In potem dva sončka prijeta skupaj in se takoj začne ta kregati, kdo bo kaj počel, kdo ne bo, pa kaj bo zdaj ti, pa to pa sej ni važen. Pa imate pa tak kraval, tak kaos okoli sebe, ne. Tako da Jordan Peterson... vodi v nove kaose, v nove težave, a ne? Ja. Tako, ne, in Jordan Peterson napravi čez brez veze. Pejt pa posprav svojo sobo, naredi red, ne. Ko boš naredil red v sobi, boš naredil tudi red v glavi, no. Mogoče, če dodam en svoj insert glede reda, ne. Se pravi, obstaja ena zelo dobra knjiga, ki je šla pri Emanuelu, ne, priročnik za mamice in govori prav o tem potrebi po delanju reda v življenju, ne. Ali pa brat Marko Senica, moj spovednik, mi reče, poskrbi za red in red bo poskrbel zate, ne. Se sliša, to je bravo. To je ful, a veš, zdaj pri 40-ih jaz ugotavljam, pač pa ne, da sem čist nereden, ampak bi imel veliko priložnosti še za izboljšavo, ne. Konkretno, naprimer, ne, jaz, ko sem bil v najstniških letih in v letih, o katerih se zdaj pogovarjajo, jaz sem mislil, da bolj, ko si kreativen, bolj, ko si nereden, večkrat imaš, bi rekel, neke sprememb v življenju, manj, ko je rutine boljše, ne. Ja. Ampak ni res, kar neka zdrava osnovna rutina, navajenost narediti in tudi delanje reda ti omogoča šele kreativo. Sploh pa pol, ko pride v otroci hiš. Ko dobiš otroke, ko imaš dela toliko, da ne veš, kam bi šel, pol ti tisti red šele omogoči dovolj časa in sploh kapacitete, da zmoreš še kaj narediti, ne. Sploh biti kreativen, ne. Tako. Lej, dele smo videli dva enaka čudaka, ne. Jaz nared nisem dal nič, veš. Jaz imam sreč ženo tako, da ima red in da dela red, da zna otroke spat spraviti, pa tako naprej. Jaz sem bil kvečemu za delati nered, ne. Pa da to zdaj ceniš, ne? Ja, zdaj sem po 58 let stara, veš, in to cenim in sem jih hvaležen in to večkrat rečem, Bogu hvala, da zba ti prhiš, da imamo nekako urejeno življenje, ne. Recimo, ne. Glej, še se želim vrniti, ne, k tej vodi, ne, se pravi, vodi in kako ene stvari niso pomembne. A je ta voda vroča, mrzla, to se da vse ogreti vodo, se jo da ohladiti, se jo da dezinficirati, če so kakšne bakterije noter, se da tako naredi, da po štengah, ko z bazena lezeš, ne padeš, če pa padeš, se pa da, da se pocelaš, a veš, in se skupaj potem celva. In tudi milijon enih stvari bo, ki jih bo, ne vem, nekih vogalov, ki pikajo, ki se obne zadevaš, obženje, ona obtepne. In te ostre vogale lahko jih zaznaš šele v zakonu, konc koncev. In jih prej ne moreš in ti jih ni treba. Veš pa, da so. Ja, veš pa, da so, da jih bo. A ne, da jih bo. In jih potem nekatere vogale se lepo popili, da ko se zadaneš, da ne boli toliko, malo zaboli, ampak ne toliko, nisi ves plov, nisi ves poškodovan, ne. Nekatere vogale tudi ne moreš zaobljati, pa se sprijazniš z njimi, pa se jim ugibaš, a ne. To se vse potem, ja, to se pravi, ti moraš biti sam pripravljen moraš imeti pričakovanja, da to bo. Da ne bo vse vedno idealno, oziroma da ne čakaš na neko popolno osebo, ki bo brez teh vogalov in brez teh robov in tega, ne? Ja. Ampak da pač si pripravljen neko mero tega vzeti v zakup naprej, ne? Evo. Veliko mero tega vzeti v zakup in potem popravljati te vogale. V zakonu. Ne, v zakonu, ja. Ampak ne pred drugim. To je problem, ne? Ko mi pred drugim začnemo, drugega piltne. Ne, ti pileš svoje vogale, da ne boš nje pikal, ko se bo ona opte zadela, da jo ne bo bolel. Ti svoje vogale popravili, ona bo pa videla, lej ga, moj dec, ne. On kako se trudi, ne, kako se trudi, da me ne bi prizadel. Jaz se bom tudi potrudila. Težko je to bukovega človeka dobiti, da ti zanalaš dela težave. A veš, če se ti potrudiš. In ko vidiš pri fantu, pri punci, da ima to naravnanost, ne sem tisto navzven, veš, jaz sem tudi to, nekje sem slišal, koliko je bil en tak, ves džentelmenski, kar naprej je vrata odpiral pri avtomobilu, stolček podrit, pristavljal in to, pristavljal in tako, veš, ves je bil tak, wow, ne, džentelmenski nič narobe, ne.
A veš, ko je bila pa v porodnišnici, je pa varil z drugo baburo, ne, a veš. A zastopaš ves tako da ti ugotoviš, a je to tisto v njemu, ali si sam nekaj pristno, ali si sam tako malo dela. To, če moraš biti skupaj pred poroko, da to ugotoviš, ne? A gre za neko dobronamerno osebo. Drugo se bo zrihtalo, če bosta dva vzela zakonsko zavezo zares. Pomeni, da jaz ne živim več zase, ne sprašujem se, kaj je tukaj zame, kva bom jaz imel od tebe. Veš, to je danes vprašanje. Kva bom jaz imel od tebe? Ja, užitek in tudi tako korist, veš, korist konc koncev. Kaj mi boš ti zrihtala, kaj mi boš ti omogočila, ali pa obratno. Ampak zdaj sem jaz tukaj zate, jaz sem umrl sam sebi, če tako rečemo. Jaz sem umrl kot dec svojemu egoizmu, ki jih imam milijon, jaz sem jih imel milijon in še jih imam. A veš? In zdaj živim pa zate, jaz zdaj pa kaj to pomeni? Ok, stari, sem to je noro težko, In zdaj se mi to pogovarjava tle, a veš, ti ne vem koliko 50-ih, jaz pri 40-ih, pa veva, da imava zdaj le težave s tem v resnici v življenju, Zdaj se pa pogovarjamo s tem, da bi naj mulci pri 20 plus ali pa ne vem kdaj se že tako obnašali pa šli v zakon. Daj mi povej, tole je malo nora, ampak je ta prava. Vem, hočemo je v to smer, se strinjava oba dva, ampak recimo, pejmo malo zdaj v to smer, proti tej kulturi današnjega časa, ki sva rekla, je tudi v odnosih potrošniška, treba sprobati, tralala. Pa tudi starši, veš, rečejo, ja, ta prvi treba faks končati, ta prvi treba štalca, pa kravca, ne vem kaj. Spet tudi starši imamo neka idealistična pričakovanja in to zgodbo poroke in umiranja drugega za drugega, ker vemo, da je naporno, odlagamo v nedogled, kada bo pol kasneje pa manj naporno. Dej, malo to smer pejta. Čakaj, zdaj si mi toliko natresel, ja, ampak glej, Benjamin, če bi nam kdo kdaj povedal pred poroko, da gre za umiranje samo sebi, tako kot je Jezus naredil, če so zdaj čisto lepo krščanska, On je spoštoval voljo svojega očeta, je prišel izpolniti svoje poslanstvo in je prostovoljno umrl samem sebi. Gospod, mislim, oče, tvoja volja naj se zgodi, ne moja. Jaz ne želim tokrat trpeti, ampak tvoja volja naj se zgodi, ne moja. A veš, ko bi nam en to povedal, kaj pomeni umirati svojemu decovskemu egoizmu? Jaz sem to ugotovil šele pri 50 plus. A veš, in mi moramo to svojim otrokom povedati in to tudi živeti. Tako da oni to srkajo. A kaj? Okay. Gremo v pravo smer. Ja, pa imam večkaj novinka v to, mislim, ja, jaz bi rad prišel na uno, da spodbudiva, da se vse en fajn zgodi poročiti, pa se zgodi začeti tega odvajati ali pa umirati svojemu egoizmu, Pa zakaj je to dobro, moramo tudi povedati še. Ampak daj ti večkaj povej, kako konkretno zdaj to živiš, da umiraš svojemu egoizmu, ajde. Ja, lej, pa vem, zdaj sem jaz na bolniški, več ali manj imam vsak dan cajt, Jaz preprosto skuham kosil, Vsega Marinka ga je pa 30 let kuhala ona kosil, Zdaj jaz kuham, že cajta kuham kosil, recimo, Pa sej mi ni vedno lušta, A veš, raj sem tlele lepo z računalnikom, nekaj škreblam, nekaj pišem, nekaj se obadam z znanostmi in velikimi pogovarjam in rešujem druge zakone in ne vem, koga vse počnem. A veš, mislim, pa bodoče zakonce in ne vem, koga, a veš, a ženo bom pa zanemaril. Ona pa Reva pride iz službe, tle ima 90 otrok na Zoomu vsak dan. In kaj, zdaj ne pa ona kuha vsa živčna v premisliku, ne vem kakšno. Lepo greš pa skuhaš. In ko ona pride iz službe, jo lepo podcrkljaš. Ko ti reče, 5 kele pa preštihi tisto, ne vem, 2 flikce tamle, pa ne godeš, ne zafrkavaš, greš, vzameš lopato, pa preštihaš, pa je narejena. Tako da je mogoče že zanalaš, ne zanalaš, ni dober izraz, ampak si proaktiven, imaš pobudo, z namenom, celo imaš pobudo, da ti premišljuješ, kva bi ona rada sploh, veš. Kva bi ona rada?
se malo slutaš, kva bi rada, se ti zdi, kva bi rada, pa rečeš, joj, jaz bom pa travo pokosil, lej, koliko je že velika. A res, ja, super, glih mislila sem ti reči. Evo, ne, eno tako pobudništvo. Pa mene je zoprn, da ne boš mislil, ne, moja ideja je, ne kosi v maju, ker so čebele in morajo one se najprej nafutrati, veš, to je zdaj ena fora. Je tako, da imamo zdaj v resnici po metra visoko travo, ampak vseeno bom še malo pred koncem maja pokosil. Zato, ker moja žena želi imeti tako, rekel, vsaj približno urejeno travo, ne, ja, a veš, ne. A razumeš, da ti ne delaš tist, ki ti je glih najlažji kar naprej, ne? Pa ne, da tist, kar delaš, kar ti je malo težji, pa ne s prehudim jamranjem, pa teženjem, pa, ja, ok, razumem. Moj primer konkreten je, da zvečer, ko se nobenem od naju res več nič ne da, še enkrat po kuhni pospravim, pa pomijem posodo do čistega. To je napredek v smeri reda, zadnje čase, zadnje 2 leti, no, ampak ja, ful pomaga, da zjutraj priješ na čist. Naprimer, enim je to normalno, samoumevno, drugim pač se tega učimo počasi, ampak to zdaj jaz naredim in vsaj malo pripomorem, no, in recimo, ajde. V redu, umirati sam sebi, ne zveni seksi, ampak daj povej naprej, ajde. Še veš, kaj sem vprašal, se mi zdi, kako naj starši peljemo otroke, da se bojo prej poročali, veš? Ja, no to, ja. Ja, to je tema, ki jaz obdelujem že nekaj časa tako v svoji glavi, pa tudi sicer, no. Ja. Ko pa vem, jaz sem imel srečo, Boštjan prišel k meni, ta mlajši sin, a ti kdaj ne se poročim. Tako na enem dolgem izletu. Prvo, kot je, bi rekel, dajte se na razpolago svojim hčeram, svojim sinovom, da bo prišlo lahko do poglobljenih pogovorov. Spotoma to sploh ne nastane. Ja. A veš, da se bomo začeli take poglobljene stvari pogovarjati, je skoraj nemogoče v enem takem hektičnem času, ko gremo mimo drugega in hitimo mimo drugega in tako sam pridemo, kako si dober in gre v svojo sobo. Ti moraš biti tak oče, taka mama, da se otroci radi pogovarjajo take stvari s tabo. Da se grejo s tabo pogovarjati take stvari, ne s kom drugim. Da pride sin k tebi pa te vpraša, a ti kdaj ne se poročim. Moj odgovor je bil, čim prej, da ne boš v grehu. Ker vem, kako je bilo težko pri nama. In midva niso bila idealna, bi pa, če bi takrat vedel to, kar zdaj vem, bi se probala te ideali bolj približati ali pa bi jo v celoti izpolnila to ideal čistosti pred zakonom. A veš, mi pa stalno poslušamo, lej, vse mora iti po regelcih, se pravi, najprej šola, pol pa služba, pol pa mislim, vse te stvari popedenane, pa že en del uspeha v službi in koliko si takrat star? Takrat si star 31 let, spolno zrel si pa že kaj? Že mečkan manj kot 20 let. In zdaj boš ti 20 let v najbolj izrazito hormonsko razorvanih letih, boš ti živel čistost. Ne boš. Ne boš, če si kakorkoli kaj kva. Kakor manj. Ja, ne. In jo pač ne boš, ne. Zato moramo tudi konec koncev, ne, malo poskrbeti za to naravnanost, ne, za naravnanost sploh, dobro se je poročiti, ne, dobro se je poročiti, ker je v zakonu to ključten. Poglej, moje dva, ta stare dva, 30 let sta poročena, pa koliko ima je lušten, lej, kako se imata rada, lej, kako se še objemata, lej, kako to. Pa se tudi malo gledajo okoli, lej, mi moramo pokazati, da se imamo super deluxe radi. Pa ne pokazati, da glumimo, ampak v resnici. Da je to v resnici, kaj itak ne boš mogel igrati pred otroki. To lahko en cajt igraš pred sosedi morda. Pred otroki pa nikakor ne. In otroci morajo vedeti, da je zakon nekaj toliko luštnega, da ko mi čakaš, da greš v zakon. Samo sebe pa ni. Mi jim pa govorimo, zakonom, ko boš stopil v zakon, je pa vsega luštnega konc. A veš, pol imamo pa še take abotne običaje, fantovščine, pa ne vem koga, kjer je
kjer je zdaj še ta zadnji dan luštanga in tako naprej, pa bo pa samo eno trpljenje in tako naprej. Zakon je toliko neki luštanga sam na drugačen način z neko odgovornostjo, a ne? Ja, in to lahko je, kjer pari res tudi, upam, da Predižu je veliko tega, pa vem, da je veliko tega, pa da bo še več tega, a ne, a veš, da pari delajo na odnosu in da potem lahko zakon postaja neki luštenga, ne. Ker sam po sebi pa verjamem, da v preteklosti, ko ljudje resnično niso nič dali na te odnose in niso gradili na njih, pač res ni bil, sorry. Večinoma žal zakon res ni bil lušten. A ne? Mi ne želim idealizirati prejšnjih časov, pa ti gotovo tudi ne. Ne, ampak govorim pa o nekim novem trendu, ki ga pa lahko začenjamo mi graditi z novim zavedanjem. Glej, tole, kar se zdaj midva pogovarjava v končni fazi, ko bi jaz imel milost slišati to pred 20 ali pa še prej, hvala Bogu, midva z ženo sva res zelo mlada sem se spoznala in sem že zelo mlad spoznal ženo in v glavnem sem z njo hodil, a veš. Eno punco na kratek čas sem imel prej, ampak tisti je bilo mesec, dva, ne vem koliko, ampak midva sva pa hodila 7 let. Če bi prej to slišal, takrat, pa da bi mogoče tudi zares slišal. Kvečem kakšne 2 let prej poročal, da sem pa čist po neki inerciji, po božji milosti prav naredil, recimo. Ampak, govorim, danes je možnost slišati takle nauk, takele izkušnje, tako modrost v resnici, a veš. Priložnost je tudi videti alternativo, ki v vsej svoji, se pravi alternativo v tem smislu tu svetne neke razpuščenosti, rezervanosti in spolne promiskuitete, a veš, ki je posledica te spolne revolucije iz konca 60-ih, a veš, posledice tega so tudi že dovolj jasno videle, da ta stvar tudi ni več privlačna. Se pravi, v redu, gradnja nekih resnih odnosov in dovolj zgodaj, se pravi, to tam nekje na začetku 20 let, po mojem, občutku, pa zares, pa na polno in v smislu odnosov zakona in tudi dela in tega materialnega vidika, ki si rekel. To je to. Ja, se pravim, cela družba dela glih obratno, to se pravi ravno obratno. Tudi konec koncev študij je tako organiziran, da zdaj za vsak poklic rabaš že, ne vem, magisterij in ne vem kaj, pravzaprav. A veš, se pravi, ko da družba želi, a veš, še povečati ta razkorak, to se pravi, od začetka pubertete do tega, ko začneta, ko se dva poročita, rečemo tako. Je ta razkorak v resnici 20 let, a veš, 20 let. Še več, tam pri 35, 40 se zdaj že skoraj poroča. Že prav, 30 let si spolno zrel skoraj in se ti šele poročiš. Kot da hudič tule, deva malo hudiča omeniti, dela to, da čim več ljudi, čim dlje časa živi v grehu. A veš? Pa da je čim več ljudi v bistvu emocionalno, pa tudi fizično globoko izčrpanih in ranjenih, imajo energije za gradnjo novih odnosov, več otrok in tako naprej. Tako je, in se pri 30 šele, ne vem, se šele nekako umiriš, ker prej je treba pa noreti, pa cel svet je treba videti. Jaz napravim, da bo zarukan buksel v eni dolini in tle pomoliš nosa ven, pa nič. Ampak celega sveta ti pa ni treba videti, a veš. Zdaj, to potovanje po svetu, to je eno tako iskanje nečesa, enega smisla ali česa, jaz ne vem koga. Po celem svetu nas je bilo polno dobro, da je zdaj korona prizemljila avione, da so lepo primer, folk je lepo doma in čao. Vse malo turizem umira, pa kaj pač. A veš, to je eno tako iskanje, se pravi, še izkoristiti, še vse to doživeti, ena sama doživetja kar naprej. Občutiti, čustveno biti ne vem koga in potem laufajo po teh letališčih, po teh vlakih in kar naprej neki iščejo, neka doživetja. Ta glavno doživetje je pa med njima, pa ga tudi, če sta skupaj nekje na enem potovanju, niti ne morata doživeti, ker je to ene logistike pa enega sranja. Tako da, eno mero pa. Zdaj vam je tudi mi dva malo mere, a ne? Ja, končujemo. Bova zdaj počasi zaključvala. Daj mi povej, 3 stvari bi še rad, pa ne vem, če bova danes ali naslednjič, odločiva se. Se pravi,
kako pa vseeno biti toliko zrel, da veš, da si pa ti že pripravljen za zakon, se pravi, malo spoznavanje samega sebe, ena tema, druga, kaj od fanta, moškega danes pričakuje ženska, kaj od ženske pričakuje moški. Tole troje bi še rad nekako za zaključek. Joj, Benjamin. Too much? Tema, ne, za drugič. Ja, glej, dajmo eno samo mogoče, ne vem, kako... Kako vedeti, da si dovolj zrel za poroko? Ajde, dajmo to. Zase. Pa vem, lej, tole... Kako zase vedeti, da si dovolj zrel za poroko? Tole, to vprašanje, ne vem. Enostavno... lahko jaz probam? No, daj ti probi, stari. Ti si še mladej. Ampak... Jaz si rekel, da ne veš in da ne boš vedel in da tistega občutka, da boš zazihar, ga ne bo. Ne, ga ne bo, ker jaz pravim, treba je imeti naravnanost, da se boš poročil. A veš, jaz se odločam za poroko, daj, a veš, to je čisto prvo, ne. Ne, da jaz se odločam za to, da bova mogoče midva skupaj nekaj probala skupaj, ne. Ja. Ampak tista odločitev, da jaz se bom poročil, zato, ker sem doma videl, da sta fotar pa malo to v redu. Pa tudi, če nista v redu, je fino, da imaš kakšen dober zgled. Potem pa narediš, ne vem, en tak odločilen korak. Se ti potrudiš biti tak moški, ne, da bo ženska, tvoja punca še občutila ob tebi neko varnost. Ne. Se pravi, da ti si sposoben zagotavljati osnovno varnost. Da si ti tudi tak, da se boš pripravljen odlepiti od svoje mamice, če si fantak. To je tema. Ja, to je tema. Ja. To se pravi, da ona vidi, da ti boš znal to narediti, kar je v Svetem pismu 4-krat omenjeno, ne, pa ne omenjeno, poudarjeno. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in materne. In če ti v vsakem radiju moja mami to, pa pa tret, pa dej, pa a veš, to punca prav, pa dej, ta ne bo šel od svoje mame sploh. Ne. A veš, da ti boš naredil ta korak, da se ona bo tukaj čutila varno. Ne. Ko ona ve, da je njena tašča bodoča, je konkurenca konc koncev, a veš, konkurenca za tega sinčka, ne. In ko se ti potegneš za svojo lepotico, da jaz tega nisem znal, da ne v šmislu, ne, jaz to zdaj govorim po 58, ne, jaz tega nisem znal se potegniti in se Marinka ni počutila dolga leta, se ni počutila varno. Ne. In zdaj vem, koga bi moral takrat početi, takrat pa tega nisem znal. Lej, pa sta vseeno zdržala. Zaradi tega, ker je bila Marinka potrpežljiva. Danes pa takih punc ne delajo več, veš, velikih tega ne bi zdržali, ona pa je zdržala, Bogu hvala. Ne. Veš, da zagotavljaš varnost tudi z tega vidika preživljanja družine, čisto lepo materialnega. Da vzameš službo tudi, če ni čisto idealna, ne? Tako je, da vzameš službo, če ne ustreza, ne da poležavaš nekje, pa ne moreš, kao neke prošnje pišeš. Greš pa nekaj začneš delati, ne. Tako da to občuti, da si, kot smo že prej govorila, nekako proaktiven, da daješ pobude. A veš, da ti kot dec daješ pobude, no, vsaj to tret, a veš, kje bova živela, kako, kaj, kva, a veš, da že začneš konc koncev šparati. A veš, da začneš na kupček dajati za to, da bova midva nekoč si lahko uredila stanovanje nekako sama. A veš, da že imaš nekaj, to je ena taka dobra podlaga za to, da punca dobi občutek, da si ti resen. Ja. Veš, ne da si ti ves, tako da se zapofavaš, da greš v Peru na izlet. Denar je tudi, če org ti maleš. Ja, denar, ampak tako, pravim, da en tak dec si, a veš, ki se tudi zna upreti skušnjavam, a veš, da se ne greš kar naprej ene razne igrce, neke, ne vem, a veš, v nekih takih vodah se giblješ, kjer ki se grejo skozi neki, kaj bi rekel, kakšne igre na srečo, pa kakšne take kozlarije, a veš. To se pravi, da se znaš pred skušnjavam pohajkovanja, veš, ti, da kar naprej si
v nekih lokalih. Glih včeraj sva se z Marinko palala, tlele na našem koncu, v vzhodnem delu Ljubljane, okoli 40 takih samskih fantov, a veš, ki posedajo po teh lokalih, po vse skupnačni od njih. Kaj to, ne? Neki se jajčijo, kakšni deci, da so, daj, ti pokažeš, da z decko boš imel eno ženo, stabilen odnos, pa 5 otrok, pa eno bajto boš nek gradil ali pa nekaj počel. Ne pa, da tlele v barčku sadiš papir, žulaš, se popolne pa kelnercev, dekolte gledaš. No. Daj, no, nekaj, no. Tako mami spat hodiš. Ja, tako, no. Pa mami spat hodiš, mama ti pa še gate pere. Daj, nekaj, no. Ok, bo o tem še drugič, Aleš. Super. Ja. Fajn. Zaključil za danes, dobro je bilo. Ja, za začetek jaz sem zadovoljen, no bo še spodaj kdo povedal v komentarju, kako se jim zdi, še kak predlog za izboljšavo nam dajte. Bova še kdaj v tej postavi kaj povedala. Hvala vsem, ki ste spremljali do konca, ki ste zdržali. Bodite v redu, bodite blagoslovljeni, pa ja, vzemite si kakšno stvar konkretno v prakso, ali kot starši, če nič drugega, zdaj le začeti moliti za otroke oziroma za njihove ženi, može. Če ste tam mladi, gasa pa akcijo v življenje. Odgovornost prevzeti, vzeti življenje zares, vzeti Boga zares, vzeti življenje zares, prevzeti odgovornost za svoja dejanja. In pokazati resnost s tem, da punci rečeš, mi da se bova poročila in to takrat, jaz ti to predlagam, kaj praviš. Točno tako. Takrat, ko veš, da je voda v bazenu, da je dovolj in je ne. Drugo bova pa že vse zbrusla. Ja. No in ko sem imel s Petersonom intervju, in sem ga točno to vprašal glede poroke, je rekel zato, ker ko ti nekaj obljubiš pred pričami in pred navzočimi ljudmi, trenutno samo 50, ampak tudi to je veliko več kot nič, to nekaj velja in je to drugače kot pa kar nič. Tako da ja, poroka je vrednota in zato se splača jeti. Ni treba, da je bajna, ni treba, da je ne vem kaj, ampak ja, to pomeni, da zagrabiš življenje za roge in greš na polno. Tako. In v tem je tudi pol veselja, veš, Benjamin. Ja, da ni sama muka. Kje pa, ne? To je eno tako veselje. In dele na koncu, ko pogledaš, po 58 pogledaš malo v življenjsko košaro, ne? Pa imaš v tej košari kaj, ne? Drugače imaš pa, kakšno žalost je zdaj, če bi jaz z rakom, kot sem ga preživljal, veš, pogledal to košaro, pa bi videl sam, ne vem, 30 izletov po svetu, kje smo ga srali, tle, pa kak to, pa tam smo bili, pa tam smo nekaj plezali, pa tam smo vse to, veš. Ta košara je v bistvu prazna, mogoče imaš na polički cel kup nekih suvenirjev, na katerih se nabira prah, košara je pa v resnici prazna. Pol nekdo v košaro zmeče v kanto. In to vse skapja, ko se ti posloviš, gre pa to v kanto. Tako pa gre življenje naprej lepo. Aleš, hvala, super. Hvala. Bogu hvala. Vse dobro. Dajmo zmolila še za na konc, kaj to zdaj? Ja, dajmo to, daj pa ti. Amen. Ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Gospod, zahvaljujem se ti za Benjamina, za njegovo, dobro vodenje tega pogovora. Gospod, hvala, ker si bil z nama. Jaz sem imel občutek, da si ti tule v sredi med nama, da si tudi v sredi med vsemi nami, ki tole poslušamo. Gospod, bodi še naprej z nami, razsvetljuj naša srca, daj nam milosti, da te vedno bolj spoznavamo, da te priznavamo za odrešenika, da te vzamemo za res, da se učimo, Gospod, od tebe vsakodnevno in da tudi prek takih pogovorov širimo veselje evangelija po tej naši domovini. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Hvala, Aleš. Bogu hvala. Hvala, živijo. Živijo, adijo. Mimo grede, če še niste všečkali spletne strani oziroma Facebook strani Družina in življenje, jo dajte zdajle. Na YouTubeu se lahko tudi subscribete, ali kako se to pravilno reče, se pravi, se lahko naročite na tele videe. Obstajajo tudi e-novičke na spletni strani www.dis.si. Nasvidenje prihodnjič. Srečno. Nasvidenje.